Pozdravljeni še enkrat, tisti, ki ste na novo prišli, igralci pa trenerji smo bili že prej, ne. Tako da rekli smo, da danes, da se dobimo tu na mostu na Soči, da malo predstavimo naše načrte za leto 2014. Tako, mogoče lih toliko za uvoda, ne. Zdaj, tisti, ki mogoče malo slabo poznate, predvsem igralci, a ne, mogoče. Zdaj, nogometni klub Tolmin deluje od leta 1921. Mi imamo pač, glede na to, da smo društvo, imamo statut, po katerem imamo določene organe, ki potem predstavljajo klub, oziroma ki jih moramo imeti, da klub sploh lahko funkcionira kakor pravna oseba in da lahko potem vi igrate nogomet, trenerji trenirajo in navijači spremljajo in vse. Zdaj, organi, ki so kluba, so občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani kluba, potem pa občni zbor, ki je vsake 4 leta, oziroma ki je vsako leto, ampak vsake 4 leta je volilni občni zbor, ta občni zbor izvoli upravni odbor, zraven tega je pa tudi še nadzorni odbor, ki nadzoruje, da klub, ki pač vrši funkcijo nadzora, da klub pač pravno korektno deluje, da ni nekih, bom rekel, finančnih, bom rekel, netransparentnosti in teh zadev. In disciplinska komisija, ki je tudi pač organ kluba in jih tako more ga imeti naš klub po svojem statutu. Mogoče lih toliko, ne, mi smo si tiskrat, ko smo bili izvoljeni tam leta 2010, smo si zadali kar, bom rekel, take dosti optimistične cilje. In to na vseh področjih, ne moram reči. Zdaj, ko sem gledal, ko spremljam malo za nazaj, ne, da se ne približujemo temu, ne, smo bili mogoče še bolj optimistični, kakor smo dejansko potem dosegli zadeve. In to prav na vseh področjih, ne, mogoče, ko gledam, smo imeli mogoče še bolj optimistične cilje. Ampak gremo počasi proti smo, oziroma moram reči, tako po vseh teh plateh nekako se mi zdi, da se približujemo, nekje smo mogoče bližje, nekje smo bolj daleč, ampak mislim, da vseeno delamo neke korake naprej. In pomembno je tudi zdaj za naslednjo obdobje, da bomo še naprej uspeli pač te zadeve nadgrajevati. Zdaj bomo pa šli mogoče kar po teh nekih sklopih, kar smo mi razdelili neko delo v klubu, bomo šli pač, kar je zdaj aktualno v letu 2014. Tako da, kar se tiče organizacijskih ciljev, kar sem že prej rekel, se pravi, letos imamo volilni občni zbor, tako da je zelo pomembno, da bomo uspeli tu zraven, da bomo uspeli mogoče malo osvežiti ta upravni odbor, da bomo uspeli fajn zastaviti delo za naprej, da bomo dobili mogoče malo novega zagona, ki je stalno problem to tudi, da pač je vse to vseeno na prostovoljni bazi in je tu ogromnega časa vloženega in je težko dobiti ljudi, ki so pripravljeni pač sodelovati zraven in da lahko pomagajo zraven. To je en del. Drugo, kar mislimo narediti malo bolj konkretno, je glede tega članstva v klubu. Tu bi radi malo bolj, kako bi rekel, malo bolj organizirano se lotili tega in res bi radi čim širšo javnost, vse, ki ste nekako upleteni v ta klub, učlanili tudi dejansko v klub. Se tu je samo ena simbolična članarina, bom rekel 5 evrov, ne, zato da je neko evidentiranje, ampak bi radi naredili, da bi tudi članstvo naše bilo res čim širše, da bi tu zraven spravili čim več bivših igralcev, navijačev, staršev, igralcev, sponzorjev, igralcev itak in trenerjev, ne. Tako da vseh, ki kakorkoli ne, smo zraven tega kluba. Drugo, kar je mogoče tudi zelo pomembno, ne, pa kjer bom dal kar besedo Borutu, ker še bolj doma na teh zadevah, kakor jaz, je pa to, da stalno čutimo, da ključno je nogomet je moštvena igra. Ne. Že na igrišču je naš ljudi, ki mora sodelovati med sabo. Ne. Potem pa, kakor smo zdaj rekli, tu so še trenerji zraven, prej smo se recimo pogovarjali, vidimo, da že trenerji med sabo imamo probleme, ne, težko spet sodelujemo.
potem je tu uprava spet, potem so tu spet navijači, spet sponzorji, vse to mora funkcionirati. Ne? Prvo mora funkcionirati, se pravi, posamezni vse te skupine, potem pa še te skupine med sabo. Ne? In to je največja umetnost, da ne spraviti skupaj. Tako da, če to v redu spraviš skupaj, potem se marsikatera pomanjkljivost posameznika nekako zakrije, ne? Če mi vsi skrb funkcioniramo dobro. Dobro, jaz vas lepo pozdravljam vse, zahvaljujem se Ničotu za lepo predstavitev, pa za aktivnost, katera se je izvajala v ponedeljek. Jaz upam, da bo to vsem nam, igralcem, trenerjem, vse koristilo v pravi, da skupaj dosežemo ta cilj, ta uvrstitev v drugo ligo. Jaz sem tudi član izvršnega odbora nogometnega kluba Tolmin, kakor je rekel predsednik, sem zadolžen predvsem za infrastrukturo, katera se izvaja v klubu ali pa da se neka vez med klubom pa med občino. Kot veste, lastnik teh parcel in objektov je pač občina Tolmin. In kot sami veste, imamo vsi občutek, ki se zadržujemo dnevno v teh prostorih, veste, da so stanovljeni verjetno najslabši prostori v Sloveniji, če ne celo na zahodu Evrope. Drugo, kar je, tam imamo napisano montažne svečilnice. Zdaj nekako smo prišli mi do te točke z predsednikom, da smo nekako v 2 letih se zdaj dogovorili z Zavodom za šport občine Tolmin, da naj bi te slačilnice šle v mesecu marcu v izvedbo. To je zdaj odvisno od rebalansa proračuna, kateri se bo izvajal, mislim, drug teden, kateri morajo tudi občinski svetniki potrditi. Mislim, da tukaj ne bo problema. Investicija teh montažnih kontejnerjev je vrednosti od 80 do 100 tisoč evrov. Tukaj bomo pač pridobili, ali pa boste pridobili 2 enoti, se pravi vsaj nove slačilnice na nivoju druge lige. Zraven tega bo še delegatska slačilnica in še slačilnica za sodnike. Tukaj bi bilo vse locirano na temu glavnem igrišču na Brajdi tukaj, ampak ne na drugi strani, na tej strani tukaj pri šoli, tam je tisti trikotnik noter, ker so tiste stare barake, tam gore, ker je zdaj noter se izvaja, pač moramo imeti klub Tolmin prostore za te pisarniške stvari, katere so te prenesli v te kontejnerje tukaj noter. To, kar se teh kontejnerjev je to, nekje ne bi bili izvedeni do konca marca, kar sem že povedal v letošnjem letu. Tako da je to tukaj, zdaj upimo, da bo to šlo skozi, zdaj tukaj ne pričakujemo nekih zapletov, kar se tega tiče, tako da jaz mislim, tukaj mislimo, da to bo šlo 100% skozi. Tako nam je obljubljeno tukaj. Je pa res tudi, da nam je bilo obljubljeno že 2-krat, ali pa 3-krat strani občine. Ne, zdaj mislim, da bi... Tako da pustimo se presenečiti. Imamo kakšne svetnike tudi. Ja. Potrdijo. No, to, kar se tiče tega tukaj, tako da nekje tam 3-4 kolo domačo tekmo, mislim, da bi mogli pač že biti v novih slačilnicah. Zdaj, kar je naslednjo, prihodna športnega parka Brajda. Tukaj se, ne vem, koliko ste vi seznanjeni s tem predsednikom, smo dosti aktivni, dosti sodelujemo teh odprtih sej, katere se tam odvijajo v Tolminu in jih občina pripravlja. Porajajo se več vprašanj tukaj. Ali selitev športnega parka na Cvetje, ali delitev športnega parka, ali da ostane vse skupaj v športnem parku Brajda. Zdaj mi se istočasno umetno klub Tolmin, ki je pač društvo, se povezujemo z drugimi društvi, se pravi z društvom atletov, tenisačev, hokejistov, košarkašev, z osnovno šolo in pa z gimnazijo. Nekako smo imeli ta teden v sredo, smo imeli sestanek skupni in smo rekli neke skupne cilje, katere bomo pač poslali občini Tolmin, gor županu, da pač vidi, da pač vsi te uporabniki dejansko zagovarjamo stališče, da Brajda ostane, kjer je. Se pravi športni park Brajda. S tem, da to tukaj ne ostane v taki obliki, kot je, ampak da se pripravijo neki projekti in da bi se to nekako fazno začela čez leta izvajati in da bi bila to kompletna rekonstrukcija Brajde. Se pravi, mi, kar je stališče nogometnega kluba, je tudi to, da pridobimo na športnem parku Brajda 2 igrišči,
se pravi ob obstoječi glavnem igrišču tukaj, kateri je ta, zraven je pač Brajda, da bi pač pridobili svojo tribuno, ma ne v stanju, kakor je zdaj montažna, ampak zidena, v kateri bili tudi prostori pač za vas igralce in pač tudi uprava, pa ostala društva, da bi imela prostore. To je ena, zraven njega zagovarjamo pa še, da bi bilo igrišče za atletsko stezo, to bi bilo igrišče, katero bi bilo po principu Anglija pa Stožic, brez atletske steze. Druga, kar je, pa zagovarjamo, da je atletska steza in v sredini atletske steze je, zagovarjamo, da je umetna trava čez celo. Vemo, da so zdaj zelo slabi pogoji, težko trenirate, tudi sam sem bil igralec, tako da vem, kako je v teh pogojih trenirati in igrati. Tako da tukaj bi radi tudi za mlajše selekcije, ne samo za vas, bi pač radi dosegli tudi, da bi imeli polne na športnem parku Brajda dve igrišči, eno z umetno travo in eno z naravno travo, katero je pač glavno, da če pač koristiti člani in tudi druge selekcije po potrebi. Tako da tukaj smo zelo angažirani in zelo aktivni, lahko kdo misle, da so pač pogoji taki, ko so, pa se misle, da je nogometni klub ali pa predsednik nič ne delamo o tem, ampak moram povedati, da to ni res. Dejansko smo mi mesečno pa tedensko pogovarjamo in tudi smo na občini usklajujemo stvari, je pa res veliko lobijo tukaj. Sami lahko veste, da tukaj na športnem parku Brajda imajo pač interes tudi postaviti neke stanovanjske naselje. Zdaj je to tukaj pač realno, ali mi mislimo, da ni realno, najcenejša je ta stvar. Zdaj, kako bo to tukaj se dejansko razpletlo, pač ne vemo še, ker pač to ne odločamo mi lahko samo damo neko sugestije in pač damo svoje želje, ki želimo imeti. Povezali smo se pa zaradi tega s društvi, ker sami, če bi si sami v to, dejansko ne uspeš. Zato smo se nič povezali z drugimi društvi, nisi sačno z osnovno šolo in gimnazijo, da smo skupaj smo močnejši, kar je prej, ko je rekel tukaj ničo. Pač nas je več stvar, da potiskamo naprej, bo prišla do končnega cilja. Tako da, jaz mislim, da pa, kar se bo zgodilo, to pa ne govorimo zdaj o bližnji prihodnosti, da ste to mislili, da je to zdaj drugo leto ali pa 2 letih. To lahko se ne bo zgodilo 10 let nič, ali pa celo 15-20 let, se to noben ne ve zdaj. Dejansko zdaj, da mi rešimo ta problem, da rešimo ta problem za licenciranje klubov, bomo pač postavili te montažne kontejnerje. Se pravim, prav pa je, da tudi vi, kot vsi tukaj, kot igralci, kot navijači, kot člani društva, pa klubu nogometnega, pa ljubitelji, da pač nekako serviramo javnost, neko pač, da se seznani z odločitvijo pač uprave kluba, pa vseh tukaj nas, da pač tudi to nekako naprej potiskamo, da želimo dejansko vsi mi, da športni park ostane, kjer je, in da se tukaj dejansko pridobi še eno ali pa mogoče eno popol igrišče na tej lokaciji. Tukaj naš cilj je seveda, da tisto ne rečem potičnik, tam, kjer imate zdaj tisto, kjer imate pač not garderobe, imamo, not garderobe, pa zadnji upravna nota, tista upravna nota se bo, kot veste, letos rušila, isto časa se bo rušil ležečni, ne, letni potičnik se ne bo rušil, ampak naša želja je, da bi se nekako to vse skupaj porušilo in zaokrožilo v celoto. Športni park je bil zaprt, ne ta športni park, se pravi se to poveča in zaradi tega se lahko pridobi možnost še za eno dodatno igrišče, ker tukaj v dejanskem obsegu to ni možno. Zdaj, če mi pridobimo še un prostor zraven, potem pa je to možno. Kar je minus selitve tudi dom na Cvetje, ker to zagovarjajo predvsem tam v krajevni skupnosti park posameznikov Strmina, je to, da je dosti stvar v senčni legi in se nam dosti poslabšajo pogoji za samo delo in za samo aktivnost pač nogometnega kluba Tolmina. Tako da jaz naprošam vse, da pač vi ste se dali z našo odločitvijo, da naš cilj je, da ostane športni park Brajda, kjer je, da to zagovarjate naprej, da to imate naše odločitve in da tukaj skupaj nekako potiskamo to stvar naprej v javnosti, ker javnost je močnejša, ker posameznik, tako da bomo nekako dosegli to, da ostane športni park, kjer je in da se še razširi. Tako da, jaz sem hotel to povedati. Hvala. Zdaj, mogoče, če gremo naprej na
te finančne cilje oziroma finančne okvirje poslovanja nogometnega kluba Tolmin. Veste, da je to pri vseh klubih, športnih društvih, pri nas, pa ne samo pri nas, da je pač eden od ključnih problemov in pač ključnih omejitev, s katerimi se vsi klubi oziroma društva soočamo. Zdaj, nogometni klub pač se ima finančne vire strani dotacij občine, predvsem tolminske, pa nekaj malega tudi bovške pa kobariške, izvadnin igralcev oziroma mlajših igralcev, bomo rekli, z vstopnine za članske tekme, nekaj malega šanka, nekaj z dohodnino, se pravi tiste nič spet, ko imamo vsi možnost, da nakažemo pač društvom v javnem interesu. In pa mogoče tudi deloma z nadomestili za igralce, ker se plača pač odškodnina z nekega kluba, z strani kluba, kamor igralec prestopa. Poleg tega, se pravi, so pa tu še sponzorska oziroma donatorska sredstva, ki pač predstavljajo največji del teh sredstev, oziroma daleč največji del teh sredstev. Zdaj, mogoče, če spostavim tistih nekaj največjih sponzorjev, od katerih vseeno dobimo največji del sredstev. Zdaj, to so Zavarovalnica Triglav, Nova KBM, potem Vzajemna, občina Tolmin, lahko štejemo je tu, lahko je tudi k tem dotacijam štir. Zdaj, avtoprevoz Cement, tudi, ki je sicer tudi nekako povezan z avtoprevozom, imajo, tudi lahko štejemo, na to, kar smo že naredili, bom rekel, vse skupaj, pa kar smo se tudi že dogovarjali, bom rekel, za naprej. Pa tudi TKK smo lahko že prej štejali, zdaj pa za naprej pa tudi še toliko bolj. Zdaj, od teh 8 sponzorjev je posebej za izpostaviti 2, to sta ta 2, oziroma en glavni sponzor, ki nekako Tolminu pomaga že skozi, oziroma nogometnem klubu Tolmin pomaga že skozi dolga leta, se pravi, avtoprevoz Tolmin je, kakor veste, verjetno večina, je nekako sponzor nogometnega kluba Tolmin že malo od svoje ustanovitve naprej, se pravi, že od 50 let naprej je stalno pomagal našemu klubu, tako da klub je tudi v preteklosti nosil ime po avtoprevozu. Mi smo se tudi danes odločili, da pač glavnim sponzorjem eno simbolično darilo, da predamo, se pravi, najprej za avtoprevoz Tolmin, en dres s podpisi vseh igralcev. Če lahko predam. Hvala lepa, mislim, bomo razstavili nekje na takem mestu v okviru, da bo še tisti, ko je za mano prišli, predvsem to ohranjali vedli, da bo kar naprej. Ker jaz se počas poslavljam z avtoprevoza, čeprav sem enkrat še tam, upam, da bo tisti, ko je za mano še, če bo je pelan naprej, da bo je tudi zraven še naprej. To je glavno sporočilo, mislim, da to vas tudi najbolj zanima. Hvala lepa. Mogoče samo še, oziroma zdaj, če gremo naprej k drugemu sponzorju, ki nekako postaja glavni sponzor za tem letom. To je verjetno več ali manj, že vsi veste, malo smo vam že dali to vedeti nekako. Zdaj danes še uradno to nekako predstavljamo. Se pravi, podjetje TKK Srepenica za letošnjim letom prav tako povečuje svoj sponzorski vložek v nogometni klub Tolmin in ga tudi lahko štejemo v bok pač avtoprevozu. Mogoče lih še 2 slikci, eno od skupine izdelkov, ki jih proizvajamo, pa še eno našo maskoto.
Zdaj bi prosil še direktorja podjetja, gospoda Jerasa, da lahko prevzame dres podpisi igralcev. Hvala za dres, takega še nimamo, torej nekoliko premalo za kakšno vitrino dresov, ampak verjetno v prihodnjih letih se bo lahko do nekaj nadalo. Kot je rekel predsednik kluba, je tudi naše podjetje odločeno, da za sponzorsko politiko vrača nazaj v okolju, kljub temu, da je bilo podjetje zdaj dolgoletni sponzor kluba, smo se odločili, da bomo v letošnjem letu povečali naš sponzorski vložek. Hkrati bo tudi klub nekoliko se bomo ukrepili sodelovanje, ki je bilo že sedaj tesno, vendar pričakujemo z sponzorsko politiko, da bi tudi v prihodnjih letih lahko sledili ambicijam kluba. Seveda druga liga, v katero se klub sedaj nekaj let je bil že zelo blizu, trdno upamo, da bo to, oziroma verjamemo, da bo to uspelo, upamo, da že letos. Tudi ambicije našega podjetja so, kot je Mitja rekel, smo prisotni na globalnih trgih, večino izdelkov izvozimo in seveda ob uspešnem sodelovanju v prihodnjih letih upamo tudi, da bo uspešno poslovanje podjetja temu sledilo, tako da verjamem, da bomo tudi v prihodnjih letih stali klubu ob strani, vsaj z obstoječim vložkom, lahko pa seveda, da bomo ob rasti kluba, ob pričakovanju rasti kluba ta naš vložek tudi povečevali. In bi se zahvalil za ta dres, ki ga bomo postavili na častno mesto v podjetju in želim podjetju še veliko uspehov. Videl sem tudi, da je bilo leto 47 zelo plodno leto za vaše sponzorje. Ne bo tudi čez ta sponzorja, verjamem, da vam bomo lahko sledili tudi prihodno in seveda želimo preboj za drugo leto in tudi ostale uspehe v prihodnosti. Hvala. Kar sem pozabil omeniti prej, se pravi, članska ekipa nogometnega kluba Tolmin bo tudi spremenila svoje ime, tako da bo od zdaj naprej nosila ime NKTKK Tolmin. Tako da bo dodatno. Če gremo naprej še mogoče od teh finančnih stvarih športnim ciljem, ki so vseeno, bom rekel, najbolj pomembni za nas, ampak če ni vsega drugega okroga, tudi ti cilji pač na koncu nimajo neke realne osnove oziroma niso izvedljivi. Zdaj jaz bi se tu mogoče samo lik malo dotaknil teh stvari, ne bom šel v detalje, pač ključno je, da imamo čim bolj sposoben trenerski kader, čim bolj izobražen trenerje, ki so ki čim več svojega znanja prenašajo na igralce in da hkrati s tem se pravi tudi naši igralci napredujejo, tako mlajši igralci, bom rekel, da napredujejo čim boljš, pa seveda tudi članska ekipa, da pač skozi kvalitetno strokovno delo, da nekako dosegamo čim boljše rezultate in da je nivo naših predstav na igriščih čim boljši. Tako da na temu poskušamo delati čim več, čeprav vemo, da imamo težave. Tudi danes smo se malo pogovarjali, smo prišli do določenih težav, ampak pač tudi tu moramo iti naprej, moramo se dodatno izobraževati, moramo dodatne trenerje pridobivati in pač moramo rasti tudi v tem pogledu. Tem, kar se tiče ekip mlajših selekcij, tudi tu mogoče sem toliko, da omenim, da bomo imeli poseben sestank za starše, najbolj za starše, bom rekel, otrok, kjer bomo malo bolj podrobno predstavili delo v mlajših selekcijah, pa neke načrte. Mogoče tu sem toliko, da imamo to ekipo, skupno ekipo Idrija Tolmin, da imamo v prvi slovenski nogometni ligi in da to nam je eden od ključnih ciljev tudi za naprej, da to ekipo zadržujemo v prvi ligi, ker je to tudi potem
nek zelo pomemben faktor pač pri uspehu kluba in tudi pri neki nadgradnji vsega skupaj. Tu je tudi zelo pomembno to, da potem imamo tudi mi neko moč do močnejših klubov, da pač se lahko dogovarjamo z nekako enakopravnega stališča, kot enakopraven sogovornik v teh prestopih in vseh, da mogoče tudi mi, naš klub nekaj dobi nazaj, ne, za to, kar pač počne, za to vzgoja igralcev. Hkrati pa tudi želimo, kar je mogoče še bolj ključno, zaščititi te fante in tudi nuditi pomoč v bistvu tekom karijere nogometne, kjerkoli že pač je, ali je to pri nas, v našem klubu, ali mogoče v Sloveniji nekje, ali mogoče tudi kjer zunaj. Pač to bi želeli, da nekako, da pomagamo vsem, ki so vzgojeni v našem klubu. In mislimo, da je to tudi eno od naših pomembnih poslanstev. Tako da na temu mogoče tudi bomo v prihodnosti še kaj več poskušali narediti, tudi zdaj imamo določene plane glede tega. Kar se tiče sprememb v igralskem kadru, se prav verjetno že vsi veste, da sta v jesenskem delu nas zapustila dva igralca. Saša Kolan se je preselil v Avstralijo, je tam trener, zdaj bomo rekel, je šel trenersko vodenje, je tam trener ekipe U16 v klubu iz Melbourna, to veste večina. Sanel pa bo igral v eno nižjo ligašo v Italiji. Kar se tiče prihodov, imamo 3 novince, ne? Od tega sta danes tukaj samo 2, zato ker je Luka Lik oziroma prvi dan v službi, ne mislim, da v Gorici, tako da ni mogel danes priti. Pa bi prosil, da prideta Dalibor pa Dejan, da prideta gor, da jih vidimo, pa da jih eno slikco naredimo z okrepitvama. Jeste s petardo počeli se Samo za eno slikco, da... Luka Volevič je pa prišel k nam iz Krke, ne, je bil zdaj, mislim, da 2-3 sezone, če bi bolj veste, 2,5 sezoni verjetno, ali pa je bil v Krki, ne. Zdaj je pa drugače, veste, Sožida in se pač se je tudi pridružil naši ekipi. Dobro, upam, da mi ne zamerite, ker bom jaz kar sedel, sem si malo napisal, ker je pač je dosti telih terminov. Tako je tudi za navijače, da bojo vedeli, kdaj jim priti kakšno tekmo pogledati. Sem si jaz malo ne zadeve spisal. Znači, lepo pozdravljeni vsi skupaj tudi v mojem imenu. Zdaj tudi v drugem delu, kot veste, bom jaz vodil člansko ekipo. Veliko pomoč mi v Pero začela. Mislim, da smo se dobro ujela. Mislim, da se da kar v redu. Znači, prestopnega roka je konc in moram reči, da smo zelo zadovoljni s prestopnim rokom. Tako da res smo dobili 2 igralca, dobili smo 3 nove, tako da vse smo zadržali, kar je bilo nekako tema pogovora že v štartu, smo rekli, pa zadržimo ekipo, spet baziramo na domačih igralcih. Moram reči, da so se tudi drugi ponujali z Gorice, predvsem par mladih. Pa smo se tudi skupaj s predsednikom odločili, pač, da bomo probali zadržati nekako to baskovsko tradicijo, ne? Ker ima Atletico Bilbao, domači igralci, domači kader. Zdaj s pripravami smo začeli 20. januarja, en teden prej, kakor ponovadi. Tik zaradi tega pač nekako smo ukalkulirali to slabo vreme noter v ta naš izračun in smo pač rekli teden prej, tudi nekako bomo mogli loviti formo še takoj v štartu sezone. Vemo, da nas čaka takoj prva tekma je derbi z Rudar Trbovljem, tako da tam bo treba biti, bomo mogli biti dobro pripravljeni, ker pač štart je sigurno pomemben.
za dobro nadaljevanje. Pripravljalno obdobje smo rekli, da bo kar dolgo, 62 dni bo trajalo. V tem cajtu bomo odigrali 8 prijateljskih tekem, eno pokalno. Zdaj malo razporeda teh pripravljalnih tekem, to moji člani so že slišali večkrat, zdaj ostali pač ne. Tako da sobota, 8.2. Igramo z Brdami v Novi Gorici na umetni travi. Sobota 15.2. tekma z Adrijo, zdaj ni še določeno, bo to v Tolminu ali bo v Mirnu, pač zdaj odvisno od teh vremenskih razmer. Sreda 19.2. Manzano, 22. 23.2. to je sobota nedelja, ne bo tekem, bomo imeli neke take mini priprave, vikend priprave, se pravi 4 treninge. 26.2. gremo v Italijo igrati s Krasom, spet umetna trava. 1.3. Ivančna Gorica v Ivančni Gorici, 8.3. Izola v Izoli in 15.3. pokalna tekma z Brdami, sigurno doma. Zdaj moram reči, da ker se verjetno sprašujete, za kje toliko gostujočih tekem. Enostavno, ne glede na to, da smo v vrhu 3. lige in da bomo, upam, da bomo drugoligaš, nismo toliko zanimivi. Pač predelec smo, nobeden nočih nam hoditi igrati tekem, tako da pole se moramo nekako mi prilagoditi, tako da bomo več gostujočih tekem. Kar je mogoče tudi dobro, glede na to, da vemo, da imamo ključne tekme zunija, to se pravi neposredni konkurenti za Gorje, Rudar Trbovlje, Kralj, to gostujemo. Kar je mogoče dobro, da čeprav moram reči, da prvi del smo imeli dosti boljši v gosteh, ker doma, mislim, da doma bomo to, da bomo nekako poštimali, da bo zadeva zlaupa. Kar se tiče samih razmer za trening, vidite, da so slabe, že prej smo govorili o teh naših pogojih, pogoje imamo res, pač sploh pride tako vreme, ker je zdaj, smo sigurno v handicapu do drugih, ki imajo neko umetno travo. Tako da je tu, kar se tiče same igre, težko ki dosti naredimo, bolj je poudarek zdaj na fizični pripravi. Tu bi rad res pohvalil fante za udeležbe na treningih. Recimo, če pogledamo v torek, kakšno vreme je bilo, pa nas je bilo dosti na treningu, mislim, tu je res en kupenha odpovedovanja v tistem mrazu dol, da včasih se prašaš, res, mislim, resno, res bi rad jih pohvalil, tudi za Unijemo, zdaj od samega štarta, mislim, da so dosti dobro prestopili, teh zadeli. Da mislimo resno v drugo ligo, moram reči, tudi uprava je zelo naredila velik korak naprej, da je pridobila nove sponzorje. Mislim, v telih cajtih, ker so zdaj tu, mislim, pravi čudež, res jaz bi se v svojem imenu igralcev zahvalil, tudi igralci to čutijo, mislim, da ta delovna vnema tudi skozi to bo še više lahko. Ob tem priliki bi se rad tudi zahvalil Borutu Nikolažu, Maja za sodelovanje, pač nam tudi on pomaga tu pri tej zgodbi, tako da, kako je rekel prej, vsi skupaj mogoče pridemo enkrat naprej. Zdaj, posebej bi se rad res zahvalil našim navijačem, ker so enkratni, nas spodbujajo v dobrem in slabem, tako da včasih res, mislim, resno bi jim rekel vse najboljšno, upam, da nas boste tudi naprej spremljali. Zdaj z vašo pomočjo bomo sigurno lažje dosegli te naše cilje. Tako da res še enkrat hvala vsem. Zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje, recimo, ki se nanaša direkt na našo zadevo, glede na umetno vprašanje bi pa tudi lahko odgovoril, če je kakšno tako kratko rulo jemo prej eno vprašanje. Tako da bomo rekli, da smo malo povedali. Tako da boš rekel, jaz nijem neč dobro veš, da to da marsikadej, da zopijem pa štimam. Mene nekaj zanima. Zdaj sta abatam ti in pa Hočevar. Mene zanima doma, za ki se kaj zaprema in propustima gostujočim ekipam preveč igra na sredini igrišča. In jaz še takoj na začetka, jaz živ popiznim, ker moram popizniti, zato ker zgubimo igro. Odgovori.
Mislim, jaz se ne bi strinjal z gospodom Runatom, da je silimo v neki zaprti igri, to tudi igralci vejo, več ali manj, da igra tudi slučajno ni tako naštimana. Mogoče nas zdaj nasprotnik prisil v neko zadevo, da imajo posej žogo malo višjo. Posej žoga danes ni ključna v nogometu. Čeprav gledamo Barcelono, pa to ni to ključna zadeva. Naša igra je še zmeraj smo najmočnejši v fazi, ko vzamemo žogo, ko gremo naprej, imamo hitre igralce in tu je še zmeraj naša prednost. To, kar oni igrajo v sredini, kar oni igrajo nazaj, ko zgleda neka navidezna premoč igre, to ni nobena premoč igre. Redke ekipe so nas nadigrali v zadnjih 2 letih. Se te pa polnoma strinjam, ampak dovoli, na tujih, recimo, govorimo o Dmirju, govorimo o Brdah, govorimo še kot, ker ste prijeli, ampak ste vi sistemski dobri. Tle doma greste preveč žogo za nazaj. In tole mene noter zelo, zelo moti. Slavi navijači. Ja, slavi navijači ne. Se ne izkorigiram, vi če me jaz upijem, bežite naprej, pa vedno. Mislim, dobro. Zdaj, če je pa še kdo, ne. Mogoče še prav na koncu kakšne besede še, ko bomo zdaj še mogoče tudi se malo dotaknili tudi navijačev, pa to, pa mogoče potem še kakšna, prav na koncu še kakšen komentar ali pa kakšno vprašanje. Dobro. Se pravi, mogoče sem še enkrat, ne, iz tega, kar je do zdaj sledilo, ne, iz vsega tega, ne, kar ste videli, mislim, da nekako vsi, ne, pa to od navijačev, ne, če začnemo pri njih mogoče enkrat, pa do igralcev, trenerjev in uprave, ne, pa tudi mogoče sponzorjev, ne, ki so tudi tukaj prisotni, ne, pač vsi si želimo te osvojitve naslova prvaka, ne, in jaz res upam, da bomo do tega uspeli priti, ne, zdaj pa bomo videli, imamo kup dela. No dobro, da ne bomo samo igralsko prišli v drugo ligo, bi jaz rad naredil, da tudi zdaj marketinga, odnosa z navijači in tako prijemo na en višji nivo. Zdaj, pol sezone že mimo, zato zdaj v drugem delu ne pričakujte nobenih revolucionarnih sprememb. Bomo pa ene stvari zdaj že uvedli, naprimer glede digitalnega marketinga, spletna stran, mogoče ste videli, je že malo bolj aktivna, malo bolj ažurna, to bomo probali nadaljevati, da bo opisi tekem, napovedi tekem čim prej na strani, da tam se preberete. Naredili smo že novo Facebook stran, če še niste lajkali, dajte. Tam se tudi vse objavlja in naredili smo Twitter stran. Poskušali bomo izboljšati sodelovanje z mediji, se pravi, da bodo napovedi tekem, razni intervjuji, članki o NK Tolmin v Primorskem valu, sočasniku v Primorskih novicah, na TV Tminu in tako dalje, tako da bodo navijači bolj seznanjeni z dogajanjem v klubu, kdaj so tekme, kakšni so rezultati, pa tudi ostali, ki mogoče nogomet ne zanima toliko, pa vseeno bi radi vedeli, koliko je pa nogometni klub Tolmin igral, da bodo imeli možnost to nekje videti. Ena stvar, ki bi jo jaz osebno zelo rad uvedel, pa jo bomo, če bo dosti interesa, je mobilni marketing. To bi potekalo tako, da kdorkoli da svoje privoljenje pa številko, bi ga potem na dan domačih tekem, naprimer zjutraj obveščali, kdaj je tekma danes, pa ga povabili, da pride na tekmo z SMS sporočilom. Ko bi pa igrali vene, v gosteh, bi na koncu tekme obvestili navijače, koliko je bil rezultat. Poskušal bomo vesti tudi snemanje tekem, da bi se tekme posneli in potem vsaj gole pa najlepše situacije in tako, da bi dali na YouTube kanal, ki ga že imamo vzpostavljenega, na Facebook, na spletno stran, mogoče da bi tudi na TV Tmin to predvajali, če bi tam zainteresirani, seveda. Potem postaviti hočemo nekaj novih panojev, tako kot je tu iz smeri Mosta na Soči.
Novi navijaški rekviziti, ni še nič določenega, tako da zbiramo ideje, karkoli, če imate kakšne predloge, kaj bi radi, povejte, pa bomo poskušali resničiti. Ja, ker ni pa krita tam tribuna dežnike v takih parkah. No, to je bila ena idej, da bi dežnike naredili. Je ideja, tako da verjetno bo tudi to prišlo. In ko smo že govorili o navijačih, prva gostujoča tekma je zelo pomembna, igramo v Trbovljah in ni še potrjeno, ampak bomo poskušali dobiti en avtobus, da bi navijači organizirano šli tja na gostovanje in spodbujali, se pravi, našo ekipo tam na tej zelo pomembni tekmi. Tukaj, kot res sem jaz tudi kar probil, da veliko avtobus napolnite, pa z vsemi, nekako bi kar kmalo to nekako zagnali te prijave, nekako za to prvo tekmo. In zdaj pa še za naprej, kot sem rekel, zdaj je samo polovica sezone že mimo, tako da naprimer za naslednjo sezono nameravamo prenoviti oziroma prav na novo postaviti spletno stran, da je bo lažje upravljati, da bo izgledala bolj moderno, tako dalje. Znova nameravamo vzpostaviti letne vstopnice, tudi primerno za darila, za sponzorje, naprimer, da bi dali vsem sponzorjem nekaj letnih vstopnic. No, navijačih je bilo že dosti povedanega, hočemo vzpostaviti več stika in sodelovanja z navijači, starši, tudi spodbuditi jih, da prispevajo svoje ideje glede organizacije kluba, glede marketinga, glede česarkoli, ker več ljudi več ve, vsi imate svoje ideje, večina jih pa ne deli s drugimi, tako da in tudi nekaj je bilo še povedanega od sponzorjev. Radi bi naredili nekaj več za sponzorje, da jim ne rečemo samo hvala, dobri ste lokalni patrioti, ker prispevate denar za nogometni klub Tolmin, ampak da bi tudi oni imeli kaj več od tega. Nekaj še delamo, kot ste videli, dresi, na dresih bodo logotipi sponzorjev, na novi spletni strani bodo sponzorji bolj izpostavljeni, delamo pa tudi na drugih idejah. In tudi na splošno imamo še več idej, ki pa mogoče niso še dodelane ali potrjene. Zato bi bilo to zaenkrat vse z moje strani. Zdaj pa Mitja še. Jaz bi sem mogoče za konc rekel, hvala vam vsem, ste nas prišli zraven, jaz upam, da ste nekaj novega zvedli, da smo predstavili malo naše načrte za naprej, da se vsi vidimo v tem skupnem cilju, in da bomo tudi, kar je rekel Nidjo, da bomo spravili tole piramido in da bomo sestavili tam nekje v sredini junija in jo dvigali spet tako na glavo, pa tukaj prvaki.